Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke lokalnega televizijskega programa TV Studia Bistrica. Dogodki veselega decembra so v polnem teku. V kratkem nas bosta obiskala še preostala dva sivolasa gospoda. Upajmo, da spolnima košema daril. V tokratni oddaji smo na Kolodvorski tudi mi obiskali že prav tako nekoliko sivolasega gospoda, župana dr. Ivana Žagarja namreč. Sicer pa v tej oddaji tudi o uporabi medu v kulinariki, pa v srečanju prostovoljcev območne organizacije Rdečega križa Slovenska Bistrica in še o čem. Pogovor z županom dr. Ivanom Žagarjem. Čebelarska delavnica o uporabi medu v kulinariki. Srečanje prostovoljcev območne organizacije Rdečega križa Slovenska Bistrica. Ustanovna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Veseli december na trgu v središču mesta. Sprejem za uspešna dijaka srednje šole Slovenska Bistrica. Ob iztekajočem se letu, ki so ga med drugim zaznamovale tudi parlamentarne in lokalne volitve, smo poklepetali s starim novim županom, dr. Ivanom Žagarjem. Gospod župan, pestro leto 2018 se izteka, marsikaj je bilo narejenega, tudi marsikaj ste pripravljali, bile so tudi lokalne volitve. Kako torej ocenjujete doseženo v tem iztekajočem se letu? Jaz kar zadeva, torej jaz bom rekel bolj preteklo obdobje, ker zelo težko je v eno leto seveda stvari postaviti, ker projekti pač običajno tečejo nekaj več časa. Mislim, da je v tem preteklem obdobju tudi bil narejen napredek v občini. O tem govorijo tudi nekateri kazalci, ki so bili tudi objavljeni. Vse občina Slovenska Bistrica po teh kazalcih vodilna v Podravju, je tudi ena izmed prvih na območju celotne Slovenije. Res je, da tukaj seveda je ta manko z vidika nekega regionalnega razvoja, ker pač na vzhodnem delu Slovenije že sistemsko jo potegnemo malo krajše, ampak vseeno. Zdaj mislim, da so ti rezultati povezani z delom recimo v treh podsistemih. Na eni strani področje gospodarstva, ker stvari potekajo dobro, na drugi strani področje recimo civilne družbe, neštevilna društva, tudi tam se opravi ogromno dela, in potem seveda ta javni del, kjer so številne inštitucije in tudi stvari tukaj mislim, da tečejo v redu. Zelo dobro spostavljeno tudi nek način sodelovanja med vsemi temi tremi podsistemi in vse to se potem odraža v neki pozitivni klimi in ta klima seveda se rezultira tudi v nenazadnje tudi v številnih investicijah, o čemer se na koncu seveda pogovarjamo. Zdaj gospodarstvo tako ali tako pelje ta svoj del suvereno. Tukaj je seveda vodilna vloga Impola, na tega se pa zelo dobro navezujejo tudi številne manjše družbe na svojem področju. K temu poskušamo seveda slediti tudi skozi aktivnosti, za katere je zadolžena občina. In zdaj, če bi šli recimo zelo na kratko po teh področjih, kar zadeva tega cestno-komunalnega področja, pa kar sem že ravno prej omenil, seveda tudi Impol je tukaj sigurno ta projekt širitve industrijske cone Impol za vso to infrastrukturo cestno in ostalo, ki je bila postorjena. Zdaj druga faza, tako imenovane zahodne obvoznice, o čemer tudi tu govorimo, v tem trenutku se izvaja, pripravlja se dokumentacija, potekajo odkupi zemljišč. Tudi na ostalih področjih, tako v mestu Slovenska Bistrica, kot tudi širom po krajevni skupnosti, je bilo speljanih kar nekaj projektov. Praktično nimate krajevne skupnosti, kjer se ne bi nekatere stvari izvedle v smislu seveda izboljšanja infrastrukture. Res pa je, da še nas pa marsikaj tudi na tem področju čaka. Recimo eden od večjih projektov, za katerega upam, da smo ga uspeli že doreči za državo, je recimo nadaljevanje kanalizacijskega sistema na Zgornji Posavji, ki je eden največjih projektov v prihodnje, kar se tiče občine Slovenska Bistrica. Tu pa se sledi tudi nadaljevanje še po samem mestu in vse po ostalih krajevnih skupnostih. Zdaj, kar zadeva področje recimo družbenih dejavnosti, praktično je obnova šolskega prostora končana. Jaz mislim, da imamo v občini Slovenska Bistrica izjemno visok standard na tem področju. Končuje se tudi gradnja oziroma obnova vrtcev za potrebe predšolske vzgoje.
Tu bo zelo dober standard. Ves čas se seveda izvajajo pa aktivnosti tudi pri investicijah na športnem področju, tako znotraj tega našega športnega parka tukaj v Slovenski Bistrici, kot tudi izven po posameznih krajevnih skupnosti. Zdaj na področju kulture, osrednjo vlogo se pelje Zavod za kulturo, poteka obnova dvorca na Zgornji Poskavi, so se pa izvajajo tudi nekatere manjše investicije v posameznih krajevnih skupnosti v povezavi z društveno javnostjo, ki tam poteka, in pripravljajo so se še nekatere investicije, ki bodo pa vse stekle v prihodnjem obdobju. No in recimo področje gospodarstva, tam zdaj seveda občina ima omejene možnosti, ampak vseeno nekateri projekti se tudi tam izvajajo, kot je v bistvu ta ves čas razvoj tega našega centra v Krozeju, z temi podjetniškimi pobudami, pa tudi z socialnimi zgodbami podjetništva in še z čem. In pa nekateri projekti, ki recimo potekajo tradicionalno na področju samooskrbe, potem je tu ta blagovna znamka Lito Znojča in verjetno bi še lahko k temu kaj dodali. Tako da, če potegnemo po črto, jaz mislim, da je razvoj tukaj v Slovenski Bistrici tekoč in upam, da bo ostal tak tudi v prihodnje. Na ustanovni seji občinskega sveta ste dejali, da boste ta razvoj občine skušali še nadgraditi. Torej, kaj bo v ospredju v prihodnjih letih? Ja, zdaj kar nekaj projektov je zastavljeno, nekateri se končujejo, recimo prvi tak, ki se praktično končuje, no, ki še sega v preteklo obdobje, je sveta energetska sanacija javnih objektov, ker je bilo 16 objektov, se pravi čujem, obnovljenih iz tega naslova. Zdaj omenil sem že, da na področju predšolske vzgoje imamo še investicije v vrtce, ki se zaključujejo, nekaj manjših stvari še ostalo, no tudi v povezavi z drugo osnovno šolo. Naslednja večja stvar je nadgradnja zdravstvenega doma za potrebe torej njihovih programov in tudi v povezavi s tem za potrebe recimo tega urgentnega centra, tako da ta projekt bo že štartal. Potem gre za nadaljevanje širitve oziroma urejanje športnega parka tukaj v Slovenski Bistrici. To je recimo projekt, ki je večji zalogaj za prihodnje, gre torej za obnovo športne dvorane v povezavi s tem za center za v bistvu plezanje, ki je zdaj postalo tudi, športno plezanje, ki je zdaj postalo tudi olimpijska disciplina, ob tem gre še za obnovo kopališča, skratka ureditev celotnega tega kompleksa in v tem smislu v bistvu zaokrožitev tega športnega parka. Zdaj kar nekaj tovrstnih investicij manjših je seveda tudi še po posameznih krajevnih skupnostih, govorimo vse o urejanju športnih igrišč oziroma še kaj iz tega naslova. Seveda ostaja eno od dominantnih področij nadaljevanje in tam se zgodbe verjetno ne bodo nikdar končale, ne. Govorim se o tej cestno-komunalni problematiki, glede na infrastrukturo, ki imamo v Slovenski Bistrici, ta je res izjemno obsežna, zahtevna, tako da tukaj se kar nekaj investicij nadaljuje. Zdaj, kar zadeva zahodne obvoznice, kot sem že omenil, to je zdaj v domeni države, upam, da bo ta projekt realiziran tako, kot je bilo tudi obljubljeno in zagotovljeno, tudi zaradi potreb seveda Impola. Zdaj na področju vodoskrbe se bodo pač nekatere aktivnosti nadaljevale, ampak velik del tega glavnega dela je bil narejen v sklopu teh kohezijskih projektov in pa nadaljevanje seveda teh projektov na področju čiščenja odpadnih vod. Gre za, kot sem že prej omenil, večji sistem, pa največji sistem je na Zgornji Poskavi, to je največji prej 10 milijonski približno, ob tem pa seveda tudi dogradite tukaj v Slovenski Bistrici in pa seveda reševanje teh problemov v posameznih krajevnih skupnostih. No in pa še en projekt, v katerega smo delno že stopili v preteklem obdobju, je pa seveda povezan z kolesarsko mrežo. Tukaj se stvari v tem trenutku že pripravljajo. Na eni strani gre za navezavo Slovenske Bistrice, torej na to magistralno kolesarsko mrežo v smeri proti Mariboru, proti Ptuju in pa seveda v nasprotni smeri proti Rogaški in pa proti Slovenski Konjici in pa seveda reševanje te čisto lokalne problematike povezave mesta z samo železniško postajo, kjer v tem trenutku že poteka investicija, kar se tiče železnice.
Potem je pa tukaj še en program, ne? Mi moramo se zavedati tudi problematike na socialnem področju, na problematike, ki zadeva seveda neke bivalne pogoje oziroma kvaliteto življenja za starejše. Ne? Gre za nadgradnjo doma za upokojence z tem medgeneracijskim centrom, aktivnosti, ki potekajo v sklopu Metulja z dodatnimi vsebinami, za kar bi v tem letu moral biti, oziroma naslednje leto moral biti najprej pripravljen nek akcijski program, ne, in potem v povezavi s tem programom seveda v skladu z zakonodajo tudi neke dodatne investicije na tem področju. Tako da verjetno še marsikaj nismo omenili, ne, da tiste aktivnosti, ki so seveda na gospodarskem področju, bodo sigurno tekle, ne, od promocije turizma do vsega ostalega. Je pa sigurno, ne, da je kar veliko dela pred nami, tako da dela ne bo zmanjkalo. Ne. Jaz pa predvsem tukaj verjamem še naprej v to bistvo, zdaj, ker so že ravno omenili volitve, ne, da se volitve po volitvah končajo. Ne. Zdaj občinski svet se je konstituiral, verjamem v sodelovanje tako znotraj občinskega sveta, kot sem že omenil, jaz sem odprt za vse dobre predloge, ste lahko sigurni, da jih bomo podprli, seveda morajo biti na nekih realnih osnovah, ne more iti za neke sezname želja, ker tukaj verjetno bomo vseeno omejeni, in pa seveda dobro sodelovanje še naprej z gospodarstvom in z vsemi ostalimi akterji, ki tukaj v tem našem slovenjebistriškem prostoru delujejo, in to je pravzaprav garant za nadaljnji razvoj občine Slovenska Bistrica. Gospod župan, ob koncu še morda nekaj besed občanom ob tem prazničnem času. Ja, zdaj ta praznični čas že na nek način bi lahko rekli, da živimo, ne. Jaz vedno pravim, da v tem času prihajajo ti trije sivi, kosmati možje, ne. Zdaj eden je že mimo, tako da vsem, ne, občankam, občanom, ki še niso bili deležni dobrobiti, torej tega prvega, sem prepričan, da bo ta ostala dva to sigurno znala popraviti. Jaz še naprej seveda podarjam in prisegam tudi v prihodnje na dobro sodelovanje, pravzaprav vseh, ki živimo v tem našem prostoru, to je porok za nadaljnji tekoči razvoj. Seveda pa vsem želim, torej tako na njihovem poklicnem področju, kot na osebnem, uspešno tudi v prihodnjem letu, ob tem pa seveda ne smemo pozabiti, pa mogoče zdaj toliko lažje že na to spomnim, ne, da vsem želim tudi obilo zdravja, torej uspešno in vsem dobro tudi v prihodnjem letu. V sredo 12. decembra se je v prostorih Čebelarskega centra Slovenska Bistrica odvijala čebelarska delavnica pod delovnim nazivom Uporaba medu v kulinariki. Na delavnici so sodelovale čebelarke domačega čebelarskega društva, ki so se jim pridružile tudi članice nekaterih sosednjih čebelarskih društev. Delavnico je v sklopu programa Čebelarske zveze Slovenije vodila kuharska mojstrica, gospa Marija Arh Ivanšek z Bleda. Uvodoma je najprej predstavila recepture in sestavine. V nadaljevanju je prisotne seznanila o uporabi sestavin in dodajanju medu. Po teoretičnem delu je čebelarke razporedila v nekaj skupin, s tem, da je vsaka od skupin pripravila svoj del menija. Na delavnici so med drugim pripravile naslednje jedi: jabolčne medene obložene kruhke s skutnim namazom, bučno juho z medom, bučnim oljem in semeni, sadno zelenjavno solato z medenim prelivom, pikantne goveje sesekljane kroglice z medom iz rostbifa in še nekaj drugih specialitet z okusom in pridihom medu. Po končani delavnici so prisotni slastne jedi v prijetni družbi tudi pospravili z mize. Ob tem je treba povedati, da je uporaba medu vsestranska. Uporablja se v kulinariki, apiterapiji, kozmetiki in še kje. V Sloveniji se je poraba medu v zadnjih letih zelo povečala, kar kaže, da so ljudje ugotovili, kako pomemben je med za človeški organizem.
Območno združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica je ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva v sredo 12. decembra v Domu kulturno-umetniškega društva Sloga Leskovec pripravilo srečanje prostovoljk in prostovoljcev Rdečega križa. Zbrane je pozdravil predsednik Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica Janko Predan, doktor medicine. Danes je naš praznik, drage prostovoljke in prostovoljci. Pa ne le ta dan, vsi dnevi v letu so naš praznik. Praznik zato, ker vedno znamo, zmoremo, verjamemo in želimo, da smo dobri ljudje. Sočloveka vidimo, poslušamo, ponudimo stisk roke, nasmešek, kaj podarimo ali postorimo in mu vrnemo vero v življenje. Življenje tudi dobesedno vračamo z vsako kapljo podarjene krvi. V Sloveniji nas je 13.000 prostovoljcev in prostovoljk, od tega 10% v naših občinah. In s tem tudi izpolnjujemo eno izmed načel Rdečega križa Slovenije, to je prostovoljstvo. Prostovoljstvo je postalo način življenja. Bogati smo. Neizmerno smo bogati in prav nihče nam našega bogatstva ne more ukrasti. Nobena oblast, nobena politika, noben režim. Bogati smo v srcu, tu čuvamo naše bogatstvo in ga razdajamo pomoči potrebnim. Ti nam vračajo našo ljubeznivost, kar nas še bolj plemeniti, napravi še občutljivejše, njih pa manj ranljive. V vseh časih smo bili, smo in bomo potrebni. To pa pomeni, da imamo vizijo, da smo zanesljivi in pripravljeni na vse ujme tega sveta. Spoštovani in spoštovane, za vaše delo se vam zahvaljujem, želim. Ostanite dobri in svoje prostovoljstvo predstavite mladim, da to postane tudi njihov način življenja. Prostovoljstvo naj mladi prepoznajo in naj ga vzamejo za svoje. Nam, starejšim, pa omogoča idealno varianto za ohranjevanje vitalnosti. Zahvaljujem se gospe Sobočanovi, predsednici krajevne organizacije Rdečega križa Leskovec Stari Log za gostoljubje in okteto Tinje za podarjeni koncert, v katerem bomo gotovo uživali. Še to. Želim vam mirno božično noč, v novem letu pa imejte radi samega sebe, kajti le tako boste lahko imeli radi tudi druge in naj se vsakemu izmed vas uresniči tista skrita samo vaša želja. Srečno. V kulturnem programu je nastopil oktet Tinje. Bunda, bunda, bunda,
V četrtek 13. decembra se je na ustanovni seji sešel občinski svet občine Slovenska Bistrica. Sejo je vodil najstarejši svetnik Ivan Franc Štrukelj. Svetniki so se uvodoma seznanili s poročiloma občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta občine Slovenska Bistrica in o izidu volitev za župana občine Slovenska Bistrica. V nadaljevanju so imenovali 5-člansko mandatno komisijo za potrditev mandatov članov in članic občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Mandate so potrdili brez zapletov. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je po potrditvi mandata dejal, da bodo nadaljevali z razvojem občine in ga še nadgradili. Po njegovih besedah bodo dobrodošli predlogi, pobude in ideje, ki bodo na realni osnovi. Občinski svet je na konstitutivni seji tudi sklenil, da se pritožba svetnika Mateja Španingerja glede izidov volitev v svet krajevne skupnosti Pragersko-Gaj odstopi v reševanje svetu krajevne skupnosti. Na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici so se ta teden začele prireditve v okviru Veselega decembra 2018. Organizator, Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica, je pripravil tudi božičkov sejem s praznično ponudbo. V sredo 19. decembra je popoldne najmlajše obiskal dedek Mraz z Miško Frido. Zvečer pa je nastopil ansambel Poskočni muzikanti. Imamo roke! Se ni tako težko, ne? Se pa suči, suči! Zares lepo je, suči ga! Zvoračka si, še! Radi se imamo, pa čofotamo, so se spati. Suči se, zares lepo je. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je v četrtek 20. decembra pripravil sprejem za uspešna dijaka Srednje šole Slovenska Bistrica Izidorja Gregoriča in Klemna Keršiča. Izidor Gregorič, dijak drugega letnika gimnazijskega programa, je kot edini Štajerc na Evropski naravoslovni olimpijadi, ki jo je letos prvič gostila Slovenija, osvojil bronasto priznanje. Enak uspeh pa je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Pekingu dosegel tudi Klemen Keršič, dijak 4. letnika gimnazije. Izidor Gregorič je bil tudi med prejemniki priznanj, ki jih je državni svet pred kratkim podelil tekmovalkam in tekmovalcem Evropske naravoslovne olimpijade. Izidor Gregorič in Klemen Keršič sta se na tekmovanje pripravljala pod mentorstvom profesorjev magistra Marka Žigarta, magistre Damjane Gregorič in Vere Cunk-Manič, kot somentorja pa sta pri pripravi sodelovala tudi profesorja Urška Krušič in Primož Rigler.
Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v tem tednu obravnavali naslednje dogodke in pojave. V okviru kaznivih dejanj so obravnavali 2 tatvini, 3 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje velike tatvine in še eno drugo kaznivo dejanje. Sele pri Polskavi. Neznani storilec je vlomil v vikend in s tem dejanjem lastnika oškodoval za 400 evrov. Policisti so bili obveščeni o 18 prometnih nesrečah. 3 prometne nesreče so bile obravnavane kot prekršek. V 8 primerih so odstopili od ogleda. V 7 primerih pa so nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. Izdanih je bilo tudi 34 plačilnih nalogov in začasno odvzetih 9 vozniških dovoljenj. Zaradi kršitev javnega reda in miru je bilo opravljenih 12 intervencij, od tega 5 v zasebnih prostorih in 7 na javnih mestih. V navedenem obdobju so obravnavali še dimniški požar in kršitev zakona o zaščiti živali. V športni dvorani v Slovenski Bistrici je v nedeljo 16. decembra potekal 5. dobrodelni Miklavžev turnir v malem nogometu, na katerem se je pomerilo 9 ekip iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Zmagali so prostovoljni gasilci iz Keblja, ki so v finalu premagali Oplotnico z 2-0. V tekmi za 3. mesto pa je PGD Tinje s 3-1 premagalo Videž. Za najboljšega vratarja so izbrali Andreja Brbreta iz PGD Tinje. Najboljši strelec pa je bil Benjamin Očko, član PGD Oplotnica, ki je dosegel 6 zadetkov. Letošnji turnir, ki je tudi dobrodelnega namena, je organiziralo PGD Tinje. Denar, ki so ga zbrali s prijavnino ekip in s pomočjo donatorjev, bodo namenili za družino na Tinju, ki je najbolj potrebna pomoči. Najboljšim so pokale podelili dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Franc Ačko, predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica in David Prelog, poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica. S tem tudi zaključujemo našo tokratno oddajo Bistriški tednik. Zaradi praznikov se vidimo in slišimo ponovno 10. januarja. V terminih predvidenih za redno tedensko informativno oddajo pa vam bomo predvajali 2 zanimiva koncerta. In sicer v četrtek 27. decembra koncert glasbene skupine Gemaj, ki je bil v Viteški dvorani gradu Bistrica 26. oktobra. V četrtek 3. januarja prihodnje leto pa bomo predvajali Miklavžev koncert, ki je bil v četrtek 6. decembra v športni dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica. Obilo užitkov ob gledanju obeh koncertov in seveda nasvidenje do prihodnjič ter vesele praznike vam želimo vsi sodelavci lokalnega programa TV Studia Bistrica.